Boris, pozdravljen. Lep pozdrav. Evo, velika stvar se je zgodila v Avstriji včeraj, volitve, pa mogoče za začetek pokomentirava izid. Zdaj je znano, ne? Napovedovali so tesen izid, pa vendarle na koncu ni bil tako tesen. Ne, v bistvu je zelo presenetljivo, ne. Mislim, tudi sam poraženec je bil presenečen in njegova stranka, ker v bistvu skoraj 10-krat večja razlika, kot je bila pri prejšnjemu razveljavljenemu krogu, ne. In je, mislim, razlog pa mislim, da je ta, ne, da je uspelo pač ne Hoferju, tako bom rekel, ne pa Van der Bellenu, ampak ne Hoferju je uspelo zmagati, ne. Se pravi, da so uspeli zmobilizirati toliko ljudi, ki niso hoteli, da bi Hofer postal predsednik, da so šli glasovati za Van der Bellena. Zdaj mislim, da sem tudi nalašč se hecal v danes, ko sem postavljal te naslove, da nikjer nisem govoril o tem, kdo je zmagal, ker to ni bila novica, kdo je zmagal, ampak novica je bila to, kdo ni zmagal. Ker novica bi bila, kdo je zmagal, če bi ti zmagal in bi pol še danes mogli pisati, pa še en cel teden, ki bi bile demonstracije, pa Evropska unija, pa ne vem, kaj bi se vse dogajalo. Zaradi tega, ker bi en tak čuden strah tam v Avstriji od nekje prišel iz tiste temnine preteklosti. Zdaj je pa super, zdaj imamo enega in tako kot sem napisal, jaz mislim, da zdaj bomo za eno leto pa pol lahko na njega pozabili. Leto pa pol, zakaj leto pa pol? Zaradi tega, ker potem bodo imeli pa resne volitve v nasprotju s temi, ker bodo res izbirali tistega, ki vlada Avstriji, ker avstrijski predsednik je nekaj takega kot ta naš tukaj, ne, oziroma kot nemški. Ne. Ja, govorimo o parlamentarnih volitvah, ker pač avstrijski predsednik sami je to, kot vsi vemo, mislim, da 25% Slovencev ne ve, kako je ime nemškemu predsedniku, slovenskemu vemo, zato ker je tukaj, ampak me zanima, ker so to pač nepomembne funkcije, ne. Kancler je pomemben, tako kot v Nemčiji, tako kot tukaj premier pomemben, to je simbolična vloga. Seveda je glavni poveljnik vojske, groza, ne. Seveda je tako, ampak čez leto pa pol bo pa pomemben ta predsednik zgolj zato, ker bo v resnih težavah, če bo hotel izpolniti predvolilne obljube, da ne bo podelil kanclerskega, premierskega mandata svobodnjakom, ker po sedanjih javnomnenjskih raziskavah tako vodijo, da bodo, če se bo ta trend ohranil, da bodo absolutno zmagali na parlamentarnih volitvah, ne, in če bi se šli pravila, bi mogel dati največji stranki, ne. Razen, če bodo spet neštraheji, tako kot zdaj ne Hoferji naredili koalicijo iz vseh ostalih, pa dobili toliko, da ja, ne bi bil ta. Kako si razlagaš to rast podpore svobodnjakom, glede na število priseljencev, ki so v Avstriji? Ker podpirajo ga namreč, kolikor je meni znano, tudi priseljenci. Eni, seveda vemo, kateri. Turški seveda ne. Tako je. Ampak naši bivši bratje iz iste države, srbski pa precej, ne. Je zato, ker imajo skupnega sovražnika, ne. Muslimane, pač te bežnike, ne. Tako da seveda ga, ne, te podpira, ampak bazično, kar je bolj zaskrbljujoče, ne, je to, če gledamo, kdo je volil za njega. Jaz ne vem, kdo bo volil za socialdemokrati na volitvah, ker njihova tradicionalna baza, 85% delavskega razreda je glasovalo za Hoferja. Moške budale so glasovali za Hoferja. Če ne bilo žensk, bi zdaj bil Hofer avstrijski predsednik, ker mladina in izobraženi. Mislim, obratno sorazmerno. Nižja izobrazba, bolj so bili za njega in to. Hkrati pa je na nek način razumljivo, ker te tradicionalne stranke, zakaj volijo delavci za njega? Ja, kaj pa dobijo od socialdemokracije? Kaj pa jim te obljubljajo drugega, kot če več globalizacije ali pa česarkoli? In to je ta strah, ker ta nam saj neko socialo, pa tudi če blefira, ampak saj govorijo o tem, oni pa niti ne govorijo, ne? In to je to. Se pravi, zakaj to? Podobni trendi kot tukaj. Po moje se tukaj delavski razred, tudi dvomim, da je tako imenovano levica voli, ne. In kaj pa vem, in tudi, se pravi, in tukaj je pol vedno ta problem te skrajne desnice. A je to res skrajna desnica? Poglejmo Poljsko. Zdaj pravi, kako je zdaj na Poljskem bolj skrajna desnica, kot je bila prejšnja.
V kakšnem smislu? Zakaj je zdaj bolj skrajna desnica? A zato, ker je bolj proti Evropi in proti temu evropskemu liberalizmu? Ker če pogledamo njihov program, pa kaj delajo, so dosti bolj socialni, kot so bili oni prej, ki so bili manj desnica. Ne? Se pravi, so bolj za delo, bolj za tisto, kar je klasična levica. Tako da opletati s temi floskulami je izjemno nehvaležen posel, ker ni čisto tako. No. Se strinjaš, da potem počakava na tisto leto pa pol, ko se bo zgodila prava zadeva v Avstriji, parlamentarne volitve, torej pa bova potem videla, kako se bojo zadeve odkrile, ne? Seveda. Hvala lepa ti pa za ta komentar. Ok, hvala.